Dober večer, lepo pozdravljeni. Sva se ravno z Milošem zgovarjala, kakšno zvesto publiko imamo. Ja, vse čestitke. Tako da bi za začetek omenil, da je prvo predavanje od Bourbonov že na spletu, se ga lahko pogleda. Bom pa jaz tudi poslal še obvestila z povezavo. Sicer je treba iti na Bled TV, če napišeš Bourboni, se bo sigurno pokazal, no, tako pa malo pobrskaš, dobiš. Poslal bom pa tudi link, ker boš možno, da se direkt preklopiti na YouTube kanal. Mi prihajamo počasi do leta 1836. Po parih korakih bomo tam. Je pa to tudi zanimivo leto. Takrat je Charles Darwin se je vrnil z Anglije, na neki raziskovalni odpravi je bil z ladjo Beagle, mogoče, da se služimo spominov, takrat je poenastala ta evolucijska teorija. V Ameriki je Samuel Colt pridobil patent za prvo ročno pištolo, ki je lahko naredil več izstrelkov, brez ponovnega polnjenja. Mogoče, ko smo ravno že tudi tlele v tem koncu, je takrat bila tudi leta 1836 bitka za Alamo, spopad za odcepitev Teksasa od Mehike, predstavlja začetek ameriško-mehiške vojne, takrat se je Teksas priključil Združenim državam Amerike. Wagner je naredil premierno izvedbo opere Prepoved ljubezni in je za čuda bila to samo enkrat predvajana, ne vem zakaj. Potem ustanovljena je bila v Avstraliji naselbina Adelaide, v Ameriki pa Houston. Houstona se spomnite, ne? Houston, we have problems, ne, so rekli. V prejšnjih predavanjih smo govorili o Sankt Petersburgu tudi, ne. V Lehmannovem gledališču je takrat zavihral požar in je bilo 800 smrtnih žrtev. Leta 1836. Tega leta je bil pa tudi končan slavolog zmage v Parizu. Začel ga je že Napoleon, pa je trajal 30 let, da so ga zaključili. Pa če se še Slovenije malo dotaknemo, je Prešeren izdal Krst pri Savici v 600 izvodih v samozaložbi. Stritar se je rodil, pesnik, pisatelj, poznamo ga, ne. In tega leta tudi pride prvi val kolere v slovenski prostor. Kako je pa ta bolezen vplivala, pa naš predavatelj Miloš Horčič. Hvala lepa. Tako, gospod Vernik je zelo lepo zaključil, sicer kolera ni lepa stvar, ne, ampak dejstvo je, da bo kolera postavila eno od pik na to našo serijo predavanj o Bourbonih oziroma o francoskih Bourbonih. Danes si bomo pogledali vladi Ludvika XVIII. In pa njegovega brata Karla X. Pogledali bomo potem, lahko rečem tako, preko groba, ne, namreč Karl X. ni bil zadnji francoski Bourbon, dinastija še traja, v bistvu 40 let po njegovi smrti se šele ta glavna linija dejansko konča. V moški liniji, ženski se že nekoliko prej. In seveda pogledali bomo tudi čisto na hitro, kdo bi bil lahko naslednji kralj Francije, če bi se Francozi za to odločili. Morda samo kot zanimivost, francoski rojalisti, legitimisti, torej tisti, ki prisegajo na glavno linijo Bourbonov, imajo vse pripravljeno.
Zato tu se sklicujem na informacije, ki sem jih dobil od naše nekdanje poslanice v Parizu, ki je rekla, da imajo cel vzporedni sistem pripravljen, če bi kdaj Francija se odločila, da bi spet imela krono na svojem grbu. Ko bomo končali s predavanjem, vas bom pa povabil, da še kako minuto ostanete tukaj. Z gospodom Vernikom sva se malo pogovarjala v teh preteklih tednih in prišla na idejo, da bi podobno, kot smo naredili potovanje v Transilvanijo, v spomin na naša druženja ob Celjskih grofih, naredili tudi potovanje v okolico Pariza, Ile-de-France, pa tja do Remsa in Strasbourga, da bi si pogledali kraje, ki so povezani z Bourboni. Ne Pariz, ne Versailles, pač pa manjše kraje, dvorce, posestva, ki so ravno tako ali pa morda še malo bolj zanimivi. Par besed, par slik v zvezi s tem, več pa potem čez kak teden dobite eno predstavitev potovanja, pa tudi program. Zdaj pa kar začnimo. Torej, glejte, mi smo na točki, kjer smo že bili. Tukajle imamo francoskega prestolonaslednika Ludvika, sina Ludvika 15., poročenega z Jožefo Saško. Če se boste spomnili od prejšnjega tedna, to sta starša Ludvika 16., ki je, kot veste, umrl v letu 93, odsekali so mu glavo. Hkrati sta to starša seveda tudi dveh njegovih bratov in, kot je hotela usoda, naslednikov. Tukaj lahko vidite zelo zanimivo sliko, nastalo tam okrog leta 1760, kjer sta prikazana najstarejša sinova prej omenjene dvojice. Torej vojvoda Berry, kasnejši Ludvik 16. in pa grof Provansalski, naslednik, vladar potem Ludvik 18. Kaj se je z 17. Ludvikom zgodilo, sem vam že zadnjič omenil, danes morda kak stavek več, kaj je seveda bilo v zvezi s tem. Tukajle lahko vidimo mladega provansalskega grofa, torej nekje v najstniških letih, in lahko bi ugotovili, da je mladenič zelo podoben svojima bratoma, torej starejšemu Ludviku 16. in seveda tudi mlajšemu, bodočemu Karlu 10. Na tej točki bi rad povedal, da seveda lahko pride do ene zmešnjave, če gledamo tegale mladeniča in seveda ga imenujemo kako drugače, kot pa po nazivu. Zakaj? Zato, ker tudi njemu bilo ime Ludvik. Torej, imamo dva brata, oba dva Ludvika, samo da pri tem ponavadi uporabljamo kar naziv, ime pa začnemo uporabljati šele, ko postane vladar. Najprej de jure, potem pa de facto. Tukajle lahko vidimo portret nekoliko starejšega princa, nekako v času, ko se je poročil. Portret je značilen za, mi bi rekli, razsvetljenega plemiča 18. stoletja, torej imamo delovno mizo, gor lahko vidite globus, potem v ozadju knjige. Lahko pa vidite seveda še nekaj. Ludvik je začel sorazmerno zgodaj kazati znake debelosti. In bolj, kot je seveda se staral, širši je bil. Torej, tudi njegov starejši brat, Ludvik 16. je bil v tem pogledu nagnjen k debelosti. Zakaj to posebej poudarjam? Zaradi tega, ker njun mlajši brat,
kasnejši Karel X, je bil čisto normalne postave in pravzaprav nikoli ni imel tega problema, da bi imel odvečno kilažo. Namreč to seveda v končni fazi tudi zelo vpliva na gibanje tega človeka, kasnejšega kralja, ki je bil že seveda tudi zaradi svojih kilogramov, ko je enkrat prišel na prestol, precej tako neokreten in seveda s tem kraljevo dostojanstvo marsikaj zgubi. Glejte, vsakega princa, kraljeve družine je bilo treba poročiti. Mi vemo, zadnjič smo se o tem pogovarjali, kako je Ludvik XVI imel precejšnje težave v zakonu, v smislu, da dolgo ni mogel postati oče. No, tukaj imamo pa seveda malo drugačno zgodbo. Torej, Marija Jožefina Savojska, torej Italijanka, pogojno rečeno Italijanka, je seveda zelo hitro zanosla in je bila pravzaprav prva v tej seriji treh bratov in njihovih žena, ki je dejansko rodila otroka. Torej, njun sin, torej sin provansalskega grofa, ali pa rečemo grofa in grofice provansalske, je bil prvi vnuk Ludvika XV. In to je bilo seveda težavno zaradi tega, ker seveda bi moral, saj lepo bi bilo tako, prvi vnuk biti vnuk, najstarejši, torej sin najstarejšega sina, torej Ludvika XVI. Ampak to se ni zgodilo. Ko se je izkazalo, je bil tudi zadnji otrok v tem zakonu, torej Marija Jožefina in pa provansalski grof Ludvik nista imela več otrok. Kako, zakaj, ne vemo. Vemo, da je Ludvik kasneje imel nekaj ljubic, menda tudi ljubimcev, ampak nikoli več ni postal oče. Zakaj? Ne vemo. Vemo, kakšne težave je imel njegov starejši brat, po drugi strani njun mlajši brat, Karel, ni imel nobenih težav pri ženskah, bil je znan kot zelo poskočen, da ne rečemo nezvest zakonski soprog, tako bom rekel v stilu svojega pokojnega dedka, Ludvika XV. In tudi z naraščajem ni bilo prav nobenih težav. Torej, Karel X je imel vendarle 3 otroke, kar ni nepomembno in kar je seveda Bourbonom obetalo neko nadaljevanje ali pa dinastično preživetje. Mi bi lahko rekli, da je seveda provansalski grof skupaj z ženo precej tako mirno živel do izbruha francoske revolucije. Zdaj, tukaj se seveda začne neka zgodba, ki jo je težko dokazati, namreč zgodba, ki pravi, da je provansalski grof vse življenje, dokler je bil njegov starejši brat živ, gojil vse prej kot pa prijazna čustva do njega. Torej, nekateri gredo celo tako daleč, da se je bodoči Ludvik XVIII razveselil revolucije in da je pri tem sodeloval, kolikor je mogel. Zdaj, o tem lahko samo rečemo, da so bile to govorice tistega časa, koliko je res, pa koliko ni res, pa ne moramo vedeti. Namreč, če so obstajali kaki dokumenti, jih je kasneje, Ludvik, ko je postal kralj, dal uničiti. Torej, nikjer v nobenih arhivih, razen morda v kakih zasebnih, takih dokumentov ni. Dejstvo je, da provansalski grof z ženo ni bil udeležen v teh, bomo rekli,
ekscesih, ki so se dogajali, ne v smislu pač teh razprav v ustavodajni in potem seveda zakonodajni skupščini, javno nikoli ni nasprotoval svojemu bratu. Je pa nekaj jasno, torej bodoči Ludvik XVIII se je imel za pametnejšega, precej pametnejšega, kot pa seveda je bil njegov starejši brat. Tukaj bi lahko rekli, da ne samo, da se je imel, pač pa je dejansko tudi bil. Torej, Ludvik XVIII je bil zelo previden človek, precej bolj je imel smisel za ljudi, za potrebe časa, kot pa njegov starejši brat. Zdaj, mi ne vemo, kaj bi bilo, kako bi bilo, če bi ta bil vladar že pred revolucijo, morda revolucije ne bi bilo, ali pa bi ravno tako bila, pa bi se drugače odvila. Dejstvo je, da ko pade Bastija, kot imamo tukaj na tej sliki, ostane v Parizu. Skupaj z bratom živijo v palači Tuileries in tukaj ostanejo do leta 1992. Tukaj imate enega zadnjih portretov provansalskega grofa pred revolucijo. Nastal je v istem letu, kot je izbruhnila revolucija, in tukaj ga vidimo kot viteza svetega duha. Zelo tak reprezentančni portret. Podoben portret imamo tudi od tretjega brata, od grofa Artoisa oziroma Karla X. Tukaj vidimo še Marijo Jožefo, tudi v tem času, torej še pred revolucijo. Kasnejši portreti so precej redkejši. No, Marija Jožefa potem umre, mislim, da 1804. In Ludvika se nikoli več ne poroči, torej nikoli več ni iskal sreče v zakonu. Če pogledamo tole sliko iz leta 1789, potem vidimo, da je že kar lepo napredoval, kar se tiče seveda širine, in to seveda ni bil zadnji korak. Torej, mi bi skoraj lahko rekli, da je Ludvik XVIII v obdobju po revoluciji pridobil še kar nekaj na kilogramih, in to se tudi pri ta najboljših, najbolj retuširanih portretih lepo vidi. In proti koncu življenja ga vidimo portretiranega samo še sede, ker ni več mogel stati. Glejte, leto 1992 je seveda tisto prelomno leto. Vse skupaj se začne z begom kraljeve družine v Verene. Torej, kraljeva družina, kralj, kraljica, njuni otroci, grof in grofica provansalska se odločijo za beg iz Pariza. Razlogi so bili na mestu, torej monarhija je bila ogrožena do te mere, da se kraljeva družina ne čuti več varne v Parizu. Kot sem vam zadnjič omenil, se ta zadeva po nesreči, ampak ne za provansalskega grofa. Glejte, medtem ko sta Ludvik XVI in Marija Antoaneta potovala v sveže narejenih, novih, velikih, lepih kočijah, kjer ni manjkalo pač udobnosti, in seveda te kočije so na kilometre dišale po bogastvu, po aristokraciji, da ne rečem po kraljevem stažu oseb, ki tam not potujejo, sta se provansalski grof in njegova žena odločila, kot bi rekli v angleščini, za low profile. Torej, ne samo, da nista naročila kakšne nove kočije, pač pa sta menda dobila eno staro postno kočijo, ko se je pravzaprav, ko je ropotala, ko je vozila in kjer se je vse majalo in zibalo, ampak na koncu sta bila ona dva tista, ki sta preživela. Namreč v kraju Verene so Ludvika XVI z ženo in otroci
prepoznali in jih pripeljali nazaj v Pariz, v Tuilerije, medtem ko sta provansalski grof in njegova žena mirno čez severno Francijo se pripeljala do Bruslja, torej tedanje avstrijske, nizozemske, torej Habsburžani so tam vladali, v tistem času je bil to brat Marije Antoinette, cesar Leopold II. In tam sta bila na varnem. In zdaj je seveda se začelo neko novo obdobje. Ludvik in njegov brat Karl, namreč Karl je bil pa še malo bolj previden in je že leta 1989 zbežal iz Francije, o tem bomo še govorili, sta začela organizirati nek odpor. Torej, začela sta zbirati emigrante. Vi morate vedeti, da od 1989 do 1992 je zelo veliko plemičev odšlo v tujino, še posebej, ko so začele plemiške glave padati, in tam sta začela zbirati vojsko, dobivati tudi pomoč od Angležev, Rusov, seveda tudi Avstrijcev, tudi od papežev, od Špancev, in pripravljati napad na seveda Francijo. Lahko si mislite, da je to zelo, zelo ogrozilo življenje kraljeve družine, ki je še bila v Franciji, torej predvsem samega kralja, ki je javno, pa tudi v zasebnih pismih prosil oba brata, naj nehata s tem, ker s tem ogrožata njegovo življenje in življenja njegovih otrok in žene seveda. Ne Ludvik, ne Karl nista poslušala. Namreč oba dva sta imela tukaj svojo računico. V tem trenutku lahko rečemo, da se je Ludvik XVIII, torej še ne Ludvik XVIII, že videl na prestolu, njegov mlajši brat Karl pa seveda ravno tako. Namreč v tem trenutku je bilo že čisto jasno, da Ludvik, provansalski grof, ne bo imel otrok in seveda Karl se je videl vsaj kot prestolonaslednik, če že ne kar kot kralj. Glejte, v nemškem cesarstvu je bilo kar nekaj takih, ki so podpirali to, in v mestu Koblenz, ki je tedaj del trierske nadškofije in seveda tudi trierske volilne kneževine, nastane neke vrste, mi bi rekli, francoska prestolnica v izgnanstvu pod pokroviteljstvom volilnega kneza. To je bil Klemen Wenceslav von Wittelsbach, torej pripadnik bavarske kraljeve hiše. So se zbirali emigranti in pripravljali na napad v Francijo. Zdaj, zakaj so izbrali Koblenz? Ne vem, koliko vam je geografija Nemčije poznana, ampak mesto Koblenz leži na sotočju dveh velikih rek, eno je Ren, drugo je pa Mozela. In če vi plujete iz Koblenca po reki Mozeli, boste prišli na eni točki do Francije. Torej, to je bila stara pot, trgovska pot ob Mozeli v Francijo, torej v severno Francijo. In tu je seveda želela kreniti ta vojska za seveda osvoboditev Francije izpod, bomo rekli, republikanskega jarma. In jasno je, da seveda je tu ta volilni knez zelo rad pomagal, ker francoska revolucija se v tem času že obrnila proti cerkvi. Torej, katoliška cerkev je bila poleg plemstva največja žrtev revolucionarnih dogodkov. Glejte, kot smo rekli, 23. januarja leta 1793 v Parizu obglavijo Ludvika XVI. S tem je seveda konec njegove vlade in zdaj seveda pride do naslednjega zelo čudnega dogodka. Glejte, v skladu seveda z vsemi pravili, predvsem pa dednim pravom, je krona zdaj pripadla njegovemu edinemu še živečemu sinu, ki zdaj postane, vsaj de jure, Ludvik XVII. Fant je imel 10 let, živel je v pariškem zaporu, Templ,
tam kot njegov oče. In glejte, revolucionarna vlada v Franciji se še ni točno odločila, kaj bi s tem fantom naredila. Lahko si mislite, slavohleben, kot je provansalski grof bil, je seveda tega dečka videl kot veliko oviro na poti do prestola. In kaj je seveda naredil? Kaj je naredila, bomo rekel, ta aristokracija v izgnanstvu? Točno tisto, kar je temu fantku škodovalo. Namreč Ludvik je takoj, ko je izvedel za smrt svojega brata, svečano, javno, z vsem pompom tega mladeniča razglasil za kralja. Zdaj pa seveda, kaj je to pomenilo? To je pomenilo, da ta deček ni več samo nek 10-letni fant, pač pa da je seveda v očeh aristokracije, cerkve in še marsikoga drugega v Franciji legitimni vladar te dežele. In seveda njegovi nasprotniki, rečemo republikanci, so zdaj seveda imeli še en razlog več, da ga pač odstranijo. Kaj natančno se zgodi z Ludvikom 17. ne vemo. Torej, vi se morate predstavljati, da je bil ta fant zaprt v stolpu, trdnjavi, tempelj, da je imel redne izhode, torej da je lahko hodil ven, se sprehajal in tako naprej. Ljudje, ki so to opazovali, so videli, da je teh sprehodov vedno manj in manj in naenkrat ga ni več bilo. Izginil je. Nikjer ni zapisano, kaj se je zgodilo, enostavno je izginil. Zelo pomembno je nekaj. Po francoski revoluciji, po koncu Napoleona, so se začeli pojavljati razni pretendenti, ki so trdili, da so pravzaprav oni Ludvik 17., da so ušli itd. itd. Noben izmed njih ni uspel dokazati svoje istovetnosti, torej pripadnosti Bourbonski kraljevi hiši. Kasneje, v 19. stoletju, ko Bourboni že davno niso več vladali, so našli eno dobro konzervirano, preparirano srce, ki naj bi pripadalo pokojnemu Ludviku 17. Pred nekaj leti, mislim, da je bilo dobrih 10 let nazaj, so pač francoski rojalisti, ki to preparirano srce hranijo kot neko vrste relikvijo, dovolili, da so pregledali DNK tega kosa in seveda so dejansko potrdili, da gre za potomca Bourbonske hiše, ki je umrl približno v tistem času, ki je bil star nekje 10 let. Kaj več niso mogli, ampak to je dovolj. Torej, z veliko verjetnostjo lahko rečemo, da je Ludvik 17. tam enkrat leta 93 umrl, bil umorjen, ne vemo natančno, in da so ga skrivoma pokopali in šele kasneje so odkrili, ali pa morda je kdo za plačilo dobil njegovo srce in to je danes hranjeno v Parizu, ne vem kateri cerkvi, in vsako leto imajo posebno mašo, slovesnost v čast temu kralju, ki sicer nikoli ni bil kronan, ampak formalno je vendarle nekaj mesecev sedel na prestolu. Čisto drugačna zgodba je pa seveda zgodba tele potomke Ludvika 16. To je pa Marija Terezija Francoska. Tukaj jo vidimo upodobljeno, ko je bila stara tam 17 let. Na prsih vidite broška z medaljonom, kjer sta njen oče, Ludvik 16. in pa mama, Marija Antoineta, ki je seveda svojo hči krstila z imenom matere, torej cesarice
Marije Terezije. Torej, nekako takrat, ko je Ludvik 17. umrl, kot sem rekel, ne vemo dneva natančno, je francoska republikanska vlada sklenila, da dekle seveda izpustijo. Ne smemo pozabiti, v Franciji je veljalo pravilo, da ženska ne more na prestol. Torej, ta punca ni bila nevarna in ker je francoska republikanska vlada v tem času doživela to spremembo, obdobje terorja se je končalo in seveda novi politiki so si želeli vendarle malo bolj umirjenih odnosov z svojimi sosedi, niso hoteli biti vsemi v vojni, so sklenili, da je ravno pravi trenutek, da Marijo Terezijo spustijo na prosto. Seveda, to ni šlo kar tako, dekle so odpeljali na švicarsko mejo, kjer so jo prevzeli agenti avstrijskega cesarja, Franca II., ki jo je potem seveda dal pripeljati na Dunaj. Franc je bil njen stric, oziroma nekaj v tem smislu, torej dejansko Marija Antoaneta bi bila njegova teta, če bi bila še živa. Torej, dekle je bilo polovica Habsburžanka in seveda tako je prišla na Dunaj. To je seveda precej vznejevoljilo Ludvika 18., tako se je zdaj pač imenoval, provansalski grof, kot take se je razglasil, ker je želel imeti to potomko svojega brata pod svojim nadzorom. Marija Terezija je seveda bila psihično precej potolčena in je na Dunaj rabila nekaj časa, da je k sebi prišla, potem pa seveda je cesar Franc se začel pogajati z Ludvikom 18., kako in kaj. Torej, v končni fazi so se vendarle zmenili, da je Marija Terezija zapustila Dunaj in šla seveda živeti k svojemu stricu, po očetovi strani, torej k Ludviku 18., ki je takrat še bival v Nemčiji. S tem se seveda začne zanimiva zgodba te seveda princese, ki je odslej naprej v glavnem živela v tujini in je bila potem v tujini tudi pokopana. Namreč Marija Tereza je ena tistih, ki so pokopani pri nas v samostanu nad Novo Gorico, v Kostanjevici. Glejte, tukaj imamo enega prvih portretov, risbo, grafiko Ludvika 18., torej nekje leta 93 ali 94 nastane ta portret in vidimo, da je precej pri sebi gospod, deluje sicer tako zelo samozavestno z vsemi odlikovanji, torej predvsem redom svetega duha, tule spredaj. Zdaj, kakega velikega razloga za samozavest pravzaprav ni bilo. Ludvik je bil begunec z precej omejenimi sredstvi. In tisto, kar je še bolj pomembno, možnost, da bi se hitro vrnil v Francijo, je plahnela. Namreč nekako v obdobju od leta 1995 naprej je na čelu francoske republikanske vojske prišlo do menjav, pojavili so se mladi, sposobni, smeli generali, ki so seveda išli iz teh revolucionarnih krogov in seveda med njimi ne smemo pozabiti na Napoleona. Torej, francoska vojska je zdaj začela doživljati zmago za zmago. Zavezniške države so ena za drugo seveda postajale utrujene, da ne rečem naveličane teh vojaških spopadov. In ko je leta 1996 umrla carica Katarina Velika, je seveda ta, bomo rekli, zavezniška Evropa
protifrancoska Evropa izgubila svojega glavnega financerja, pa tudi spodbujevalca, in tako so države ena za drugo začele sklepati mirovne sporazume z Francijo, kar je seveda precej neugodno vplivalo na Ludvika. In še ena zadeva, treba je povedati, da je Napoleon v tem obdobju zasedel že velik del Nemčije oziroma vso Nemčijo, ki leži levo, na levem bregu reke Ren, torej tudi sam Koblenz, in ti emigranti so se morali zdaj nekako umakniti. In zanimivo je, da je Ludvik našel zatočišče tam, kjer bi si človek težko predstavljal, torej v Rusiji. Pavel I., Katarinin sin, ga je povabil v Rusijo. Pavel, to smo že omenjali pri Romanovih, če ne, si poglejte za nazaj, saj posnetki so še, je bil zelo tako, malo na eno, malo na drugo stran, malo je cenil Francoze, pa jih spet ni. In v tem trenutku je bil seveda naklonjen Bourbonom in je seveda povabil Ludvika XV., da pride v Rusijo. Ne sicer v Sankt Peterburg, pač pa mu je namenil to velikansko palačo, kot vidite, kraju se reče Jelgava, to je eno večjih mest v današnji Latviji. Palačo je naredil sloviti ruski arhitekt Rastreli, tisti, ki je naredil Zimski dvorec, pa Carsko selo, pa še nekaj drugih zgradb, in tu je Ludvik organiziral svoj dvor. Zanimivo je, da tukaj živi tudi zdaj Marija Terezija in pa še nekaj drugih članov kraljeve družine. Karl, grof Artois, torej Ludvikov mlajši brat, pa v Rusiji ni strpel dolgo. Veliko raje je živel v Angliji, na Škotskem in v Angliji, izmenjajoče se, in pri tem seveda tam naveže zelo pomembne stike, ki so mu kasneje koristili. Ludvik je v tem prostoru bil čisto zadovoljen. Dejansko se je vklopil v lokalno življenje. Tukaj vidimo eno kmečko poroko, ki se udeleži tudi kralj, in seveda vidimo nevestja, da venček na glavo. Torej, to je seveda moment, ki naj bi pokazal, da so tudi Bourboni ljudski in da seveda, ko bo nekoč zasedel prestol v svoji državi, bo Ludvik precej bolj blizu ljudstvu, kot so bili pa njegovi predniki. Tukaj bi seveda samo eno stvar poudaril. Torej, leta 1993 je Ludvik postal kralj. Nikoli ni bil okronan, torej vsaj v tem času ne. In seveda v očeh večine Francozov seveda je bil popolnoma nepomembna figura. Veliko sploh ni vedelo ljudi, da obstaja. Namreč za pogled z nekega realnega stališča je Ludvik seveda se lahko razglasil za kralja, ampak njegov realen položaj je bil v Franciji približno tak, kot če bi se zdaj razglasil za kralja, ne vem, Lune ali pa katerega še bolj oddaljenega planeta. Kakšno dejansko vlogo bi to imelo, si lahko mislite, vsi bi se smejali. Ludviku se sicer niso smejali, ampak de facto pa ni imel nobenega vpliva. Je pa skušal ohraniti neko, bomo rekli, dostojanstveno figuro in je mirno čakal, da bo prišel njegov čas. Napoleon je bil tu seveda dolgo časa v zadregi. Recimo, Ludvik je bil človek, ki ga je Napoleon cenil ne zaradi česa drugega, zaradi tega, ker je Ludvik strogo odklanjal kako misel na atentat na Napoleona. Napoleon je imel precej nasprotnikov, tako med rojalisti, kot seveda tudi na drugi strani pač
tudi pri Jakobincih, ampak Ludvik XVIII je večkrat javno zahteval od rojalistov, da ne sežejo, da ne dvignejo roke nad Napoleona. In Napoleon je seveda želel so stvar rešiti, tako bomo rekli, po mirni poti. To je bil precej naivn, glede na to, da je bil na nekaterih področjih genij. Torej, Ludviku je ponudil seveda ogromne vsote denarja, posestva v tujini in tako naprej, če bi se seveda odpovedal prestolu. Ne samo on, pač pa cela burbonska družina. No, Ludvik ni niti odgovoril na to ponudbo. Torej, Napoleonu je moglo biti jasno, da Burboni pač nikoli ne bodo sprejeli ga za vladarja, ne konzula, prvega konzula, še manj za cesarja, in da bodo mirni samo takrat, ko bo Napoleon izgubil oblast. Mi vemo, da Napoleon v tem času postane francoski vladar, de jure in de facto, se pa v tem času tudi jasno v Rusiji zamenja vladar, novi car pride 1801, torej ko Pavla umorijo, zavlada njegov sin Aleksander, ki je bil precej manj naklonjen Burbonom kot pa njegov oče. Kljub temu je pa Ludviku dovolil, da je ostal v Jelgavi, predvsem zaradi tega, ker je s tem dražil Napoleona. Namreč Aleksander in Napoleon sta bila na začetku velika nasprotnika, ne bom rekel sovražnika, pač pa nasprotnika, in v tem boju je tudi Ludvik XVIII imel svojo vlogo. No, tule še enkrat ta velika palača v Jelgavi, danes je univerzanot, lahko vidite kot malo manjši zimski dvorec, in v tem pogledu seveda Ludviku XVIII ni manjkalo nekega udobja. Poglejte, francoski dvor v izgnanstvu tukaj živi vse do srečanja francoskega cesarja in ruskega carja v Tilsitu. Takrat sta se ta dva precej dobro spoprijateljila, in prišlo je tako daleč, da je Ludvik ugotovil, da bo kmalu mogel zapustiti Rusijo. Namreč, če sta Rusija in Francija zaveznica, bo Napoleon gotovo zahteval, da mora Aleksander pač tudi Ludvika poslati ven iz Rusije. V tem času dozori še ena pomembna stvar, namreč brata, Ludvik XVIII in njegov brat Karel, sta se domenila za poroko znotraj družine. Karlov najstarejši sin, tukaj ga vidimo spet Ludvik, vojvoda Dungelm, je rabil ženo. Ludvik je predlagal, da se ta mladenič poroči z svojo sestrično, torej z Marijo Terezijo, z hčerko 16. Ludvika in Marije Antoinete. Čeprav med tema dvema ni bilo nobene ljubezni, nobene nežnosti ali česarkoli takega, vendarle do poroke pride. Fant je bil ubogljiv, ona je bila ubogljiva, in tako pride do poroke, ki pa v bistvu nima nobenega rezultata. Tukaj lahko vidimo Marijo Terezijo. Kasneje, ko je bila v Franciji monarhija ponovno vzpostavljena, je seveda delovala pravzaprav kot prva dama. Ne smemo pozabiti. Torej Ludvik XVIII ni imel več žene, tudi njegov brat, kasnejši Karel X je že bil vdovec, in kot najstarejša ali pa spet imamo lep izraz v angleščini, senior figure, torej najvišja ali pa najstarejša, najpomembnejša ženska figura v kraljevi družini, je Marija Terezija bila de facto prva dama Francije. Seveda kot, če hočete, nek nadomestek za kraljico. Uradno kraljice seveda ni bilo, je ni moglo biti, ker ne kralj, ne njegov naslednik nista bila poročena oziroma sta bila oba
udovca. Glejte, zakon, in to je ključno, ostane brez otrok. Ne vemo, sta si bila tako daleč vsak sebi, da nikoli nista niti poskusila, ali morda ni, bom rekel, vse skupaj funkcioniralo, ne vemo. Dejstvo je, da otrok ni bilo. Je pa zanimivo, da sta ostala skupaj. Družila ju je neka pripadnost družini in pa zavedanje, da je od njiju marsikaj odvisno. Marija Terezija je dejansko po svojem značaju, po svoji, rekli, modrosti, bila bliže svoji babici kot pa svoji mami. Nikoli ni počela takih napak, kot jih je Marija Antoineta, in se vsi zelo spoštovali. Bila je sicer globoko konzervativna, zelo pobožna, ampak ni bila, bomo rekli, neumna, in cenili so tudi največji nasprotnik. Recimo samo zanimivo, ko je umrla, mislim, da je bilo to leta 1953, torej še nismo do tja prišli, je v Franciji bil razglašen dan žalovanja. Čeprav je bila Francija v tistem trenutku republika. Torej, Francija je razglasila dan žalovanja, ko je umrla. Torej, vidimo, da so tudi nasprotniki zelo cenili in v tem pogledu, bomo rekli, je bila bolj resnično Marija Terezija, kot pa Marija Antoineta. Poglejte, nekako leta 1807 je prišlo tako daleč, da je moral Ludvik XVIII zapustiti Rusijo. Napoleon in pa Aleksander sta bila tesna zaveznika in tako se seveda francoski dvor v izgnanstvu preseli v Anglijo. Tja jih je povabil tedanji princ regent Jurij, kasnejši Jurij IV. Glavni, torej na nek način je bilo treba to upravičiti zdaj. In seveda Ludvik je rekel, da bo odpotoval v Anglijo, ker tam biva njegov nečak, ki se bo zdaj seveda poročil z Marijo Terezo. In tako je bila ta poroka potem na angleškem ozemlju in posledično seveda Ludvik ostane v Angliji naslednjih nekaj let. Živel je v tej hiši, torej vidite, da ne neki hudo razkošnega, ampak vendarle en podeželski dvorec, kjer seveda Ludvik živi, piše, organizira sestanke, malo jaha po podeželju in čaka. Čaka seveda na svoj trenutek, ki pride. Vi veste, Napoleon se leta 1812 poda nad Rusijo, kjer je poražen in od takrat naprej doživlja poraze do konca, če smem tako reči, do leta 14, mislim, da je bil 2. ali 3. april tega leta 1814, ko se Napoleon v Fontainebleauju odpove prestolu. Samo nekaj dni zatem se Ludvik XVIII spravi na ladjo in se izkrca v Kaleju. To je spominski steber, ki govori o tem. In seveda zdaj pride do restavracije, torej do ponovne vzpostavitve monarhije, bourbonske monarhije. Tukaj lahko vidite seveda to alegorijo vzpostavitve monarhije. Glejte, tukaj je seveda prestola z francoskimi linijami. Tukaj imamo Francijo strgano bogo na tleh in Ludvik kot tak herojski, čeprav roko na srce ni več mogel stati na nogah, Francijo dvigne seveda k novi slavi. Zraven asistirajo seveda tuji vladarji, car Aleksander, ki vehementno kaže, Francijo je treba dati nazaj na prestol, potem imamo pruskega kralja, avstrijskega cesarja, no na tej strani imamo Marijo Terezijo, pa njenega moža, vojvodo Dungelma, in jasno je, da je to podoba, kakršno so videli rojalisti. Realnost je bila drugačna. Torej, nihče si ni prav želel Bourbonov, namreč Bourboni so že od začetka delali napake. Liberalno usmerjen
car, Aleksander, jih niti slučajno ni želel videti na prestolu, ampak tukaj ima svetovalce, ki mu to vendarle nekako svetujejo in pozneje popusti. Treba je povedati, da je Ludvik se dobro zavedal, kam prihaja, in je imel pripravljene precej smele, če smem reči, načrte, ki so seveda bili zastavljeni tako, da bi nova vlada ugajala čim večjemu številu pravzaprav državljanov Francije. Tukaj ga vidimo pred prihodom v Pariz, čudežno je shujšal, kako mu Pariz, ki ga pooseblja tale figura tukaj z mestnim obzidjem na glavi, daje ključe mesta. Ludvik se naseli v palači Tuileries, torej tej zgodovinski palači v središču mesta. Tu je živel Ludvik XVI, tu je seveda nekoč živel še veliko prej Ludvik XIV, tu je živel tudi Napoleon in tu zdaj postane seveda rezidenca novega kralja. Zanimivo je, da Ludvik nikoli ni razmišljal, da bi se naselil v Versaillesu. Vedel je, da je Versailles naredil veliko škodo kraljevi družini in je rekel, bomo kar tukaj, sredi prestolnice, sredi Pariza. Ta ideja je bila seveda pametna. S tem je Ludvik vendarle lahko slišal, pa dobesedno, skozi okno svoje palače, kaj so ljudje menili. Če je bil v Versaillesu, odmaknjen od vsega proč, je to bilo mnogo, mnogo težje. Poglejte, Ludvik se je lotil dela. Tu je en veličasten portret, torej slika je večja, kot jo tukaj gledate, ki nam kaže Ludvika v delovni sobi. Torej, Ludvik je bil skromen, tudi delaven in, kot sem rekel, neumen vladar. Treba je povedati, da je njegova naloga bila seveda hudo težka. Morajo ponovno vzpostaviti zaupanje med dinastijo in ljudem, predvsem pa seveda Francijo potegniti iz teh razvalin, v katero je porinil Napoleon. Že moramo vedeti, da je bila Francija v dani situaciji okupirana z vseh strani in da seveda je Ludvik vladal samo po imenu in da je bilo dejansko na Dunajskem kongresu, da določi, kako bo Francija živela v prihodnje. Glejte, tukaj seveda Ludvik potegne eno zelo pametno potezo, ki lahko vidite na tej stropni sliki seveda v palači Louvre. Tukaj vidimo Ludvika obdanega z njegovimi predhodniki, Henrik IV., Ludvik XIV, tukaj, kako Franciji daje ustavo. Gotovo, če bi bila, bom rekel, zgodba realna, bi se Ludvik XIV. Proč obrnil. On pač ni bil za neko ustavo. Ampak Ludvik se je zavedal, da brez ustave ne bo šlo in z odlokom je izdal ustavo, ki je seveda predvidevala dvodomni parlament, ki potem seveda sooblikuje politiko skupaj z kraljem in pa vlado. In to je tisto, kar je seveda bilo zamišljeno in brez česa bi verjetno Ludvik takoj izgubil oblast, pa tudi podporo, predvsem ruskega carja. Glejte, zdaj seveda v igro stopi politik, ki smo ga mi že omenjali, Charles Maurice, knez Talleyrand Périgord, minister Napoleona in pa seveda zelo pomembna figura tudi v tem prehodnem obdobju. Ludvik Talleyranda nima, je pa seveda se zavedal, da Francija nima boljšega diplomata, kot je bil on. Torej sta se oba dva sestala, pomenila in Ludvik je poslal Talleyranda na Dunaj, torej v središče dogajanja, torej na ta kongres, in tu je Talleyrand seveda dosegel tako rekoč nemogoče. Torej, bil je tako spreten diplomat, da je uspel narediti dobesedno čudež. Kaj pravzaprav je
storil. Poglejte, ko je prišel na Dunaj, so bile vse države na eni strani, Francija na drugi strani. Kongres, ki je trajal nekaj tednov, mesecev, se je seveda kmalu spremenil v kupčkanje z ozemlji. In tu je Talleyrand seveda dosegel pravzaprav vse. Francija ni izgubila nič, pravzaprav je celo pridobila nekaj ozemlja. Drugo, Francija ni bilo treba vrniti niti ene umetnine, ki so jo Napoleonovi vojaki ukradli, pa ali v Italiji, ali v Nemčiji, ali v Španiji, vse lahko obdržala. Naprej, Ludvik XVIII je seveda mu rekel, da za francosko zunanjo politiko so tri pravzaprav pomembne točke. Najprej, da morajo neapeljski Bourboni priti nazaj na neapeljski prestol. Na njem je sedel ta gospod, Murat. Napoleon ga je posadil tja, Murat je bil poročen z Napoleonovo sestro Katarino. Torej, Talleyrand uspe, da tega gospoda strmoglavijo, kasneje ga ustrelijo in neapeljski Bourboni se vrnejo. Zato je bil seveda Talleyrand bogato poplačan od neapeljskega kralja. Prusi so želeli zase vso Saško. Namreč pruski kralj je rekel, Sasi so izdajalci, bili so na strani Napoleona. Talleyrand mu je rekel, veličanstvo, izdajstvo je samo vprašanje datuma. Tudi vi ste bili Napoleonov zaveznik. Takrat naj bi menda pruski kralj vzkipel, češ kak si Talleyrand to upa, ko je bil Napoleonov minister. Je rekel, veličanstvo, jaz sem zdaj minister edinega kralja v Evropi, ki se nikoli ni pogajal z Napoleonom. In to je bilo res. Ludvik XVIII nikoli ni mazal svojih rok, da bi se rokoval z Napoleonom. Potem je bilo vprašanje Poljske. Rusi so hoteli celo Poljsko. Tudi tu doseže Talleyrand, da dobršen del Poljske ostane Avstriji in pa seveda na drugi strani tudi Prusiji. Torej, lahko rečemo pod črto, je bila Francija tako rekoč zmagovalka. In uspe Talleyrand celo to, da se Francija pridruži nekemu zavezništvu, ki ga je vodila Anglija, in v tem zavezništvu so bile bolj recimo liberalne države, torej države, ki so imele ustavo, recimo Portugalska, Anglija, Francija, Bavarska, proti tem bolj konzervativnemu taboru Prusija, Rusija, Avstrija, oziroma mi poznamo to kot Sveto alianso. Torej, Talleyrand je bil res uspešen in seveda, kaj se je zgodilo, dokument Dunajskega kongresa je bil tako rekoč že podpisan, ko se v prvih dneh leta 1815 Napoleon izkrca v Franciji in prevzame oblast. Tukaj vidimo karikaturo Ludvika, kako je zaspal, se nagnil in krona mu je padla nazaj in mali Napoleonček mu krono vzame. No, tukaj lahko vidimo debelega Ludvika, kako seveda oblači svoje vojaške škorne, se nagne in Napoleon zadaj seveda zagrabi krono in si jo povrne na glavo. Torej, vse skupaj sledi en velik pravzaprav problem. Napoleon dejansko prodre do Pariza, se ponovno seveda povzpne na prestol, vlada 100 dni in v bitki pri Waterlooju je poražen. Torej, veste, da dokončno poražen, general Wellington, tukaj imamo njegov sloviti portret, ki ga je Goya naslikal, je glavni zmagovalec in Napoleona spakirajo na Sveto Heleno. Ludvik se vrne v Pariz, ponovno postane kralj in seveda zdaj zavlada bolj konzervativno, kot je mislil, ampak še vedno dovolj liberalno, da je bila večina Francozov zadovoljena. Torej, tukaj imamo njegov portret, deluje tako zelo konzervativno s temi veličastnimi oblekami ob kronanju. Tu bi je treba povedati, da je imel Ludvik XVIII namen, da se okrona, ampak se to ni nikoli zgodilo. Tukaj lahko vidite
plašč, ki so ga pripravili in pa potem še nekatere druge regalije. Nikoli se s tem plaščem ni ogrnil, pač pa se je to njegov brat, kasnejši Karl X. Tukaj vidimo obleko reda Svetega Duha, ki ga zdaj prejme tudi Talleyrand. Talleyrand je nagrajen za vse svoje dosežke, ampak kmalu seveda pride do spora. Namreč, čeprav je bil Ludvik zdaj kralj in je vladal precej dobro, je vendarle bil bolehen. Ne bom rekel, da je bil star, pač pa predvsem bolehen, in v tem smislu seveda je vedno več svojih polnomočij predajal bratu, torej bodočemu kralju, ki je bil pa ultrakonzervativen, in z njim se seveda Talleyrand nikakor ni mogel strinjati. Talleyrand po nekaj mesecih vodenja vlade odstopi, tukaj imamo karikaturo, ki sem vam jo že pokazal, ki nam ga kaže kot človeka za vse čase, za vse režime, ampak vendarle režim, ki se je obetal, režim Karla X, nikakor ni bil tisti, ki bi Talleyranu bil povšeči, in kot vedno, Talleyrand je zelo pametno predvidel, torej rekel je, ta režim ne bo dolgo trajal, torej boljše, da se od tega ogradim. Treba je povedati, da je Ludvik potem našel novega predsednika vlade, vojvodo Richelieja, ki je bil sorazmerno mlad, liberalen, sposoben. Tisti, ki ste bili morda v Odesi, gotovo poznate tisto slovito stopnišče iz pristanišča, zgoraj na vrhu je en kip, in to je kip vojvode Richelieja, ki je v času Aleksandra I. in času, ko je v Franciji vladal Napoleon, bil guverner Odese in je ogromno naredil za to mesto. Ludvik ga je na položaj predsednika vlade imenoval ravno zaradi tega, da bi izboljšal odnose z Rusijo in na drugi strani seveda, da bi dobro vladal Franciji. Ampak nažalost je Richelieu umrl zelo mlad, torej nikakor ni uspel narediti tega, kar so si zamislili. Glejte, tukaj imamo francosko kraljevo družino, nekje leta 15, kralj, potem njegov brat, bodoči kralj, potem imamo tukaj Karlova sinova, torej vojvodo Dunglema, tukaj njegova žena Marija Terezija in pa mlajšega brata vojvodo Berijskega in pa njegova žena iz sicilske linije Bourbonov. Torej, kot vidimo, kraljeva družina ni ravno velika, ampak predvsem ta zveza med Berijem in pa to Karolino iz Neaplja je bila obetavna. Namreč tu se rodi več otrok. Potem pa pride seveda hud udarec, vojvoda Berij je umorjen, tukaj vidimo, kako umira njegova žena, Ludvik XVIII., ki je imel rad svojega nečaka in je videl seveda edino možnost za nadaljevanje monarhije ravno v njegovi, kolikor se da, liberalni vladi, je bil zdaj obupan, in tudi tule vidimo zdaj to nadaljevanje, torej Ludvik že sedeč, njegov brat, vojvoda Dunglem in Marija Terezija, potem pa vdova po vojvodi Beriju z otrokom, torej z kasnejšim Henrikom V. ali pa če hočete grofom Šamborskim in pa njuno hčerko Luizo, ki je postala potem parmska vojvodinja. Torej, na nek način se družina zmanjša, ampak še vedno je realno upanje na nadaljevanje monarhije. Ena zadnjih zgodb, ki jo vidimo v času Ludvika XVIII., je seveda zmaga francoske vojske v španski državljanski vojni, ki je takrat potekala, in vidimo Ludvika na balkonu palače Tuileries, kako seveda pozdravi nečaka, torej vojvodo Dunglema, ki je poveljeval francoskim četam v tej vojni in Francozi so tam zmagali. Poglejte, Ludvik umre leta 24, to je
voz, s katerim so ga potem prepeljali v baziliko Saint-Denis, in tukaj lahko vidite njegov nagrobnik v tej isti baziliki. Torej, zdaj dobimo na oblasti figuro, ki večina pravi zadnji kralj Francije. Čeprav boste videli, čisto tako vendarle ni bilo, ampak ko realno gledano pa vendarle. Torej, portret Karla X., ki nastane po njegovem kronanju v Reimsu. Torej, Karel ni bil nepopisan list, ko je sedel na prestol, in vsekakor je bil človek, ki se mu je dalo marsikaj očitati. Torej, če skočimo v njegovo preteklost, imel je iste starše kot seveda njegova dva brata, prestolonaslednika Ludvika, Marijo Jožefo Saško, in odrastel je skupaj predvsem za svojo sestro Klotildo, ki se je potem v Italijo poročila. Torej, bil je, mi bi rekli, najbolj razigran, najbolj radoživ izmed otrok v tej družini, in kot taka kmalu velik problem. Torej, mi bi rekli, da je bil en tak neobvladljiv mladenič, zapravljal se, podil za ženskami, in tudi taki reprezentančni portreti, kot je ta, ko je bil Karel sprejet v red Svetega Duha, ne seveda odtehtajo njegovih pomanjkljivosti. Torej, enostavno ni bil dovolj dober ali pa dovolj moralen za princa kraljeve hiše. Tudi verjetno njegov pokojni deda, Ludvik XV, bi se s tem strinjal. Namreč ni bil problema, da je mladi Karel, grof Artois, bil seveda velik ženskar, to se je oprostilo, sploh pa v Bourbonski dinastiji. Bolj problem je bil, da je zapravil ogromno premoženje, predvsem za igralsko mizo, kockal pa razne druge igre na srečo. In lahko rečemo tudi njegov zakon z Marijo Terezijo Savojsko ni bil srečen. Marija Terezija mu sicer rodila dva sinova, ki sta odrasla, smo jih že prej videli, je pa kmalu zatem umrla, in Karel tudi ne išče neke nove soproge, pač pa se zaplete v vrsto različnih rečemo, ljubezenskih razmerij, zaradi katerih je bil razvpit po celi Evropi. Poglejte, grof Artoiški ali pa grof de Artois, bolj pravilno, je seveda bil med prvimi, ki je zaslutil, kaj francoska revolucija pomeni. In že leta 1989 je z ženo, otroci, zapustil Francijo in se podal v Anglijo. Pa niti ne v Anglijo, pač pa na Škotsko. Tukaj lahko vidite palačo Holyrood House, to je uradna rezidenca britanskih monarhov v Edinburgu. Videli smo to palačo letos v septembru, ko so sem pripeljali pokojno Elizabeto II, tudi novi kralj, Karel III, je tukaj že nekaj tednov bival, torej gre za baročno palačo, in tukaj v zgradbi, ki je takrat sploh niso uporabljali, je Karel preživel kar nekaj let, precej umaknjen od vsega, večkrat potem sicer odšel na celino, ampak v glavnem biva tukajle. Tu je seveda odrastel tudi njegov sin, torej vojvoda d'Angoulême, za katerega smo rekli, se poroči potem z Marijo Terezijo, svojo sestrično. Vojvoda Berry, nekoliko mlajši, dobi pa potem za ženo tudi sorodnico Karolino Sicilsko, Bourbonsko Sicilsko, če smo natančni. Torej, teh linij bourbonskih je veliko, še danes so pravzaprav tri, o tem bom na koncu en stavek, dva povedal, potem pa seveda je tu dejansko treba povedati, glavna linija izumre, ampak stranske pa še vedno živijo. Torej, leta 14, ko je Napoleon padel, je Karel pohitel v Francijo. Namreč želel je vse pripraviti, da za sprejem njegovega brata,
kralja in tukaj vidimo, kako pride v Pariz. Tu smo na Place de la Concorde, kjer ga sprejmejo z vsemi častmi, maša je bila. Namreč Karl seveda za razliko od brata nikoli ni trdil, da bo liberalen, pač pa ga je vedno bolj vleklo v te desne vode, vedno bolj si je želel pravzaprav neke monarhije, kakršna je bila pred revolucijo, ampak seveda to je bilo iluzorno za pričakovati. Tukaj ga lahko vidimo v portretu poveljnika kraljeve garde. Treba je vedeti, da je bilo prav vsem jasno, da bo Karl postal kralj, ker njegov brat ni imel potomcev. Da bi se Karl odpovedal dedovanju, ni bilo zamisliti. In ti portreti, ki nastanejo v tem desetletju, kolikor Ludvik 18. vlada, so bili seveda portreti, ki so kazali predvsem bodočega kralja. Ne toliko pač princa, pač pa kar že bodočega kralja. Usoda dinastije je počivala na ramenih mlajšega sina. Rekli smo starejši, vojvoda D'Anglém je bil poročen z sestrično, ampak brez otrok. Ferdinand, vojvoda Berry, pa je bil poročen tudi seveda z bližnjo sorodnico, ampak tu so bili otroci. Otroci, ki naj bi predstavljali naslednji rod Bourbonske dinastije. Tukaj vidimo Marijo Karolino Neapeljsko, zelo odločno žensko, ravno tako konzervativno, kot je bil njen tast. Torej, Ferdinand je bil sorazmerno liberalen, Karl konzervativen in njegova seveda snaha ravno tako. In so se zelo, zelo ujela. Politično pa tudi še kako drugače. Karlu nikoli ni manjkalo zanimanja za mlade ženske. Kakorkoli obrnemo stvar, Marija Karolina in vojvoda Berry dobita otroke, torej sina in hčerko. Sin, ki ga vidimo tukaj, je kasnejši bordojski vojvoda, šamborski grof in, kot bomo videli, čisto na koncu, za kratek čas, tudi Henrik V. Tako formalno, de jure, zadnji kralj Francije. Slika, ki smo jo malo prej videli, vojvoda Berry umre in s tem seveda vsako upanje na neko liberalno vlado po smrti Ludvika 18., ki umre leta 24 in zdaj zavlada Karl. Tukaj imamo njegov portret, ki ga je naredil Lawrence, angleški slikar. Seveda nam kaže že na eni strani precej starejšega gospoda, ki pa je seveda ravno zaradi tega bil problem. Ne zato, ker je bil star, pač pa zato, ker je bil star v glavi. Zanje je še vedno bila Francija taka, ali pa je mogla biti taka kot pred revolucijo. V ta namen se da tudi okronati. Tukaj lahko vidimo slovesno kočijo, še danes obstaja, s katero se je pripeljal v Reims, torej kraj, kjer so kronali vse francoske kralje, ali pa skoraj vse, Ludvika 18. niso. In tukaj lahko vidite, sem vam že prej pokazal pravzaprav tole ogrinjalo, s katerim so ga obdali med kronanjem, in Karl je bil zadnji kralj Francije, ki so ga dejansko tudi okronali. Po njem ni bilo nobenega kronanja več. Niti Napoleon III, niti Ludvik Filip I, nihče ni bil več okronan. Te kronske regalije hranijo v Reimsu, v škofijski palači. Torej, tukaj sam moment kronanja, ena taka barvna risba, tukaj pa veličastna slika, ki jo je naredil Gerard. Vidite Karla na prestolu in pa njegovega sina, najstarejšega sina, vojvodo D'Angléma, tukaj pa ta mlajši sin, nečak, ne sin je bil že pokojn, in seveda nam vse skupaj kaže na te stare čase, torej
Ludvika 14. in 15., ki pa so bili mimo, samo v Karlovi glavi ne. Glejte, portreti ga kažejo kot vsemogočnega absolutističnega vladarja, kar si je želel biti, ampak časi so bili drugi. Nikoli mu ni uspelo priti tako daleč. Bil je to, kar recimo njegov brat ni bil, pa tudi njegov najstarejši brat ne, velik mecen, podpiral sodobno umetnost, podpiral je arheologijo, v tem času recimo Šampiljon razvozlal hieroglife, Louvre je dobil prve zaklade iz Grčije, pa tudi seveda iz Egipta. Torej, ne moramo reči, da je bila njegova vlada popolnoma slaba, najbrž nobena ni popolnoma slaba. Torej, problem Karla je bil ta, da si je želel čim bolj avtokratsko vladati. In je redno, skoraj vsako leto menjal zakon o volitvah. Kaj je to pomenilo? Glejte, za volili so lahko moški, to je prvo, kar je pomembno. Mogli so biti določene starosti in seveda morali so imeti določen dohodek. In ta cenzus, višino dohodka, je seveda vsako leto zviševal. Kar je ponavadi, tisti, ki imajo več denarja, so bolj konzervativni kot tisti, ki ga imajo manj. Manj denarja imajo tudi mladi, ker še pač niso uspeli, bom rekel, svojega biznisa, če smem tako reči, narediti. In seveda politično telo je postajalo vedno bolj desno, pri tem ga močno podpira njegova snaha, kar je seveda Francoze še bolj razočaralo. Namreč so rekli, no ja, bo Karl umrl, potem bo pa morda bolje, bojo mlajše generacije bolj liberalne, ampak nič ni šlo v tem smislu. No, tukaj imamo eno karikaturo Karla na levi in pa njegovega sina, vojvoda Donglema na desni. Gre za karikaturo te vojne v Španiji, ki se pa v resnici končala z francosko zmago. Poglejte, zadnja napaka, ki jo je Karl naredil, je bila ta, da je imenoval vojvodo Polignaca za predsednika vlade. Ta je predlagal spremembo volilne zakonodaje v to smer, da bi bili kot volivci upravičeni voliti le tisti, ki so imeli določeno višino dohodkov, ki so izhajali iz zemljiške rente. Kaj je to pomenilo? Samo plemstvo. Meščani, trgovci, bankirji, ki so bili veliko bolj bogati kot plemiči, so bili odrezani od politike. In to je bilo tisto, kar je seveda, če smem reči, pristavilo tisto kapljico čez rob. Torej, ne glede na to, da je bila francoska zunanja politika zelo uspešna, torej v začetku leta 1830 so Francozi zasedli Alžir, ki je bil do tedaj sedež gusarjev, in od tam pripeljali velikanski zaklad, ki je močno seveda državne finance uspel dvigniti, to ni pomagalo. Karl, ki ga tukaj vidimo v nekem zmagoslavnem sprevodu, ob zmagi nad gusarji, je bil nepopravljivo nepriljubljen in seveda čakali so prav vsi, razen Karla, ki se na to ni prav nič oziral, kdaj bo počlo. In gledajte, počlo je julija leta 1830, ne 14., kot je francoska revolucija, pač pa 9. in zato govorimo o tako imenovani julijski revoluciji. Karl se ni hotel boriti, nad lastne ljudi ni hotel spustiti vojske in se je umaknil v dvorec Rambouillet, to je jugozahodno od Pariza, in se odpovedal oblasti. In zdaj seveda pride do tega hecnega žongliranja. Poglejte, v Parizu so za kralja razglasili Ludvika Filipa iz orleanske družine, to je stranska veja Bourbonov. Ampak formalno, po dednem pravu, je po Karlovi abdikaciji avtomatsko postal kralj njegov najstarejši sin, vojvoda D'Anglem, in z njim kraljica Marija Terezija, torej hči Ludvika 16. Novi kralj je razmišljal in po 3 urah odstopil.
Torej, Ludvik 19. vlada formalno 3 ure in odstopi, podpiše odstopno izjavo in gre skupaj z očetom in ženo v izgnanstvo. To izgnanstvo, smo že danes slišali, se leta 1836 konča v vili Koronini v Gorici, kjer Karl, tudi to smo slišali, umre za kolero, ki je takrat divjala, in kot vemo, ga pokopljajo v kripti kostanjeviškega samostana. Tukaj imamo pogled v celotno kripto in tukaj lahko vidimo njegov sarkofag, potem imamo pa seveda še 5 drugih, ki tukaj počivajo. Torej, C. Charles pa rimska 10, z smrtjo Karla 10. ni bilo konec Bourbonske dinastije. Njegov sin je bil še živ. Tukaj ga vidimo, torej vojvodo d'Anglema in pa seveda za 3 ure Ludvika 19. Ko je napočila njegova zadnja ura, je prosil, da ga pokopljajo tam kot očeta. In tako je Ludvik 19. Naslednji kralj po vrsti, ki je pokopan v kostanjeviškem samostanu. Marija Terezija preživi svojega tasta, svojega moža in kot smo rekli, umre leta 53. Kot seveda zvesto soprogo so tudi njo pokopali tam. In zdaj seveda pridemo do dejansko zadnjega Bourbona, torej grofa Šamborskega, verjetno poznate ta sijajen grad v dolini Loare, Šambor, torej po njem se je pomenoval. Grof Šamborski je živel v tujini. Vzgajali so ga v tujini, tam je umrla tudi njegova mati, Marija Karolina Neapeljska, ki so jo tudi pokopali v samostanu Kostanjevici. In zakaj pri tem gospodu piše, da je bil Henrik V? Poglejte, gospod se poročil z Marijo Terezijo Habsburško, Bog ve katero Marijo Terezijo že, ne bomo zdaj o tem razglabljali, nista imela otrok. In to je po eni strani bilo slabo, po drugi pa dobro. Namreč Henrik V, kot se je zdaj imenoval, je seveda želel vendarle sesti na prestol in morda ne bi mu to tudi uspelo, če ne bi bil tako, kar trdobučen in seveda konzervativen, kar ga je potem pokopalo. Glejte, kaj se zgodi? Tukaj le vidimo karikaturo, torej Henrika, tega moškega, debelega, kako dvori Marjan, Franciji. Poglejte, leta 1870 je bila Francija, takrat drugo cesarstvo, poražena v vojni z Nemčijo. In Francija je bila v vseh pogledih na tleh in Napoleona III. So pregnali in zdaj je bilo vprašanje, republika, monarhija. Ljudje so bili polovico na eni, polovico na drugi strani. In tu se sedaj seveda pokaže, bom rekel čisto enostavno, neumnost tega človeka. Zakaj? Predlagali so mu dvoje. Ker ni imel otrok, so mu rekli, naj posvoji enega od bližnjih sorodnikov, torej vojvodo Orleanskega. Henrik je to zavrnil. Leta 1971 Henrika v Parizu razglasijo za kralja, dan zatem pa parlament glasuje o potrditvi tega razloga. Mislim, tega dogodka. Če parlament potrdi Henrika, potem je kralj. Če ga ne potrdi, ni kralj. In v tem dnevu pride do zadnje velike napake. Namreč Henrik je rekel, da ne bo prisegel na francosko trikoloro. Za njega je bila to zastava revolucije, za Francoze pa danes je to zastava, ki jo je Napoleon ponesel do Moskve in so ponosni na njo. Henrik tega ni razumel.
In naslednji dan je parlament glasoval in za res en sam glas izglasoval republiko. In od takrat naprej je republika Francija, republika brez nekih poskusov vzpostavitve monarhije. Henrik, tukaj vidite H5, umre potem leta 75 in ga pokopljajo kot zadnjega v tej grobnici, kjer počiva še danes. Tako da, dajmo reči, ne zadnji kralj Francije, zadnji 3 kralji Francije so pokopani pri nas. Čeprav eden vlada 6 let, eden 3 ure, drug pa ta zadnji pa en dan, ampak gledajte, 3 ure kralj je več kot nič. To se najbrž lahko strinjamo. In gledajte, s tem je glavna linija Bourbonske dinastije izumrla. Ampak kot sem vam rekel uvodoma, imamo še 2 pretendenta. Oba 2 iz 2 stranskih linij Bourbonske dinastije. Najbolj resen pretendent je tale gospod, ki se celo ima za Ludvika 20. Kot vidite, še zelo živ, živi v Madridu, bližnji sorodnik španskega kralja Filipa VI., ki ima pa eno napako, za katero ni sam kriv, ampak vendarle politično nepopravljivo napako, namreč njegov ded je Franko. Po mamini strani je Frankov vnuk. In Francozi pač nikoli ne bodo vzeli tega človeka za svojega državnega poglavarja s takim pedigrejem. In to je tisti glavni problem. Pa menda ne govori fajn francosko, oziroma govori, ampak španskim naglasom, kar Francozom tudi ni všeč, ker so zelo seveda ponosni na svoj jezik. In potem imamo tukaj še tega gospoda, Sixta I., Bourbonsko-parmskega, torej poglavarja te linije Bourbonov. Spomnimo se, izhaja ta linija direktno iz Ludvika 15. Edini problem, ki je tukaj, je pa seveda ta, da je vmes ena ženska, torej hči Ludvika 15., ki je njegova prednica. V Franciji pa po ženski liniji se ne sme dedovati. Torej, zapleti, ki so pa seveda samo neka akademska zgodba, namreč, saj veste, če čebula ne bi bila bula. In tako je to. Torej, če bi Francija nekoč se odločila za monarhijo, je še več drugih kandidatov, ki so vsi potomci te ali one veje Bourbonov. Morda bi se pa Francija recimo združila z Luksemburgom, tamkajšnji veliki vojvoda Henrik je tudi potomec Bourbonov in seveda v tem pogledu po svojem očetu in v tem pogledu več kot pa dober kandidat. Pa še Francozi bi bili veseli, ker jim ne bilo treba plačevati dvora, glede na to, koliko je luksemburški vladar bogat. Poglejte, naj za konec se zgodi en sprehod skozi kraje, ki jih bomo obiskali med majsko potjo po Franciji, čisto na hitro. Dvorec Vaux-le-Vicomte, to je dvorec, ki je Ludvika 14. napeljal k izgradnji Versaja. Gotovo vam je Damjan govoril o ministru Fouqueju, kako si je zgradil to čudovito palačo in še seveda lepšejo opremo. Ludvik je bil tako besen, da ga je dal zapreti in potem zgraditi Versaj. In bil je zakaj besna. Takega vrta kralj pač takrat ni imel. Blizu je Fontainebleau, največja palača v Franciji. Če kdo misli, da je Versaj, se motite. To je palača, v kateri so kralji, cesarji in predsedniki bivali več kot 1000 let, ima 2500 prostorov. Tukaj se je seveda spet pokazal genij Andreja Lenotra v tem parku. Tukaj se je rodil Ludvik 13., tukaj se poročil Ludvik 15., tukaj gledate spalnico Marije Antoinette in pa Napoleonovo prestolno dvorano, ki je narejena iz spalnice Ludvika 15. V tem dvorcu je Napoleon podpisal svojo odpoved s prestola. Potem velika terasa v Saint-Germainu. Saint-Germain, ena od
točk, kjer podpiše mirovni sporazum po prvi svetovni vojni in prekrasna razgledna točka na Pariz. Potem pa Saint-Denis, prva najstarejša gotska cerkev nasploh. Nobene starejše gotske cerkve ni, kot je ta. Ne bomo seveda samo zato šli, pač pa zato, ker je to čudovita arhitektura, predvsem pa so tu pokopani francoski kralji. Tudi Ludvik XVI in Marija Antoaneta, pa seveda Ludvik XVIII, pa vsi Ludviki prej, vsi burbonski kralji so tule pokopani. Čeprav so bile njihove grobnice precej poškodovane, vendarle nekaj nagrobnikov je. Potem pa se ustavimo na poti v vasi, ki nima veze z Burboni. Ob reki Oise je kraj Auxerre, farna cerkev in pa seveda desno slika, ki jo najbrž vsi prepoznate. Kdo je na sliku? Van Gogh. Tukaj počiva Vincent van Gogh. Torej, vasica, kjer je Van Gogh preživel zadnje tedne, kjer je storil samomor, kjer je za posledicami tega samomora umrl in kjer je pokopan. Desno od njega njegov brat Theo, njegov, bomo rekli, slavni dopisovalec. To je čisto v pot in seveda spodobi se, da se temu velikemu mojstru poklonimo. Potem pa Chantilly. Najbrž najbolj veličasten projekt, ki ga je kdaj Lenotre naredil, grad iz različnih obdobij, v njem največja zbirka umetnin izven Louvra, govorim seveda za okvir Francije, čez 1000 slik in pa parka, ki ga težko primerjamo s čim drugim. Številni filmi, James Bond je bil tule posnet, knjižnica z mnogimi dragocenimi knjigami, v galeriji trije Rafaeli, med drugim ta slavna Madonna Orleans. Potem pa Compiègne, malo naprej, majhno mestece, na glavnem trgu spomenik Ivani Orleanski. Tukaj, v tem kraju, so jo Burgundci izročili Angležem, ki so jo potem, vemo, v Roanu zažgali. Sicer pa tukaj le velikanska palača Ludvika XV., najljubši dom potem Napoleona I. in III., vidite, Napoleonovo spalnico in pa spalnico cesarice Josephine, definitivno vrhunec tega empirskega stila. Tule zraven je tudi kraj, kjer je nekoč stal tisti sloviti vagon, v katerem so podpisali Nemci vdajo po prvi svetovni vojni in kjer je Hitler prisilil Francoze, da so leta 1940 podpisali svojo vdajo. Si bomo tudi to ogledali, čeprav originalni vagon zgori v Berlinu, kamor so ga odpeljali. Soissons, rojstni kraj Karla Velikega. Ogromna stolnica, ena največjih v Franciji in pa nekdanja opatija svetega Janeza. Potem pa Reims, Remška katedrala, v kateri so kronali francoske kralje. Par minut nazaj smo gledali, kako so Karla X. tu okronali. Katedrala je ena najlepših v Franciji, čisto na koncu vitraži, ki jih je Chagall naredil, zraven v muzeju pa kopije kronskih draguljev, krona Ludvika XV. In še ena zanimivost, zraven Place Royale, kraljevi trg, z kipom Ludvika XV. En redkih kipov tega kralja, ki se je ohranil do danes. Potem pa za konec bivanja v Franciji, Strasbourg, Palais de Rohan, torej palača tistega kardinala, ki je zakuhal za afero o ogrlici, spomnite se, od zadnjič, stolnica seveda od zadnji, no tot pa potem z busom proti Bledu, pa naprej proti Ljubljani. Gor grede z Brnika letalo. Več boste dobili pa po pošti od gospoda Vernika. Hvala lepa, veselilo me je, hitro je minilo, jaz upam, da se ob priliki spet vidimo s kako zanimivo temo, pa do takrat lepo zdravi ostanite, pa da plače pa penzije ne bojo šle dol. Hvala lepa.